Zavzemi se zame v svoji dobroti, svojo vsemogočnostjo mi pomagaj do pravice, o Bog usliši mojo molitev, poslušaj moje prošnje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Danes pri tej sveti maši bi se spomnili na starejše ljudi, osamljene, ki nimajo nikogar ob sebi, ki si morajo sami iskati zdravila, hrano, poskrbeti sami zase. Prosimo Gospoda za blagoslov, da bi v tem težkih časih se našli ljudje, bližnji, ki bi lahko pomagali. Pa najprej na začetku maše pogledamo svoje srca in obžalujmo vse tisto, kar smo slabega storili v mislih, besedah in dejanju. Vsemogočnemu Bogu in vam, brate in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. O Bog, naši slabotni naravi si pripravil vso potrebno pomoč. Daj, da bomo z veseljem sprejemali, ko nas prenavljaš, in te slavili z resnično svetim življenjem, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz knjige Modrosti. Hudobni govorijo med seboj, napačno sodeč. Zalezujmo pravičnega, ker nam je nadležen in nasprotuje našim delom, ker nam očita prestopke postave in nam oponaša napake naše vzgoje. Baha se, da Boga pozna in se imenuje Gospodovega Sina. Postal nam je obtožba našega mišljenja, nadležen nam je že, če ga vidimo, ker njegovo življenje ni podobno drugim in njegova pota so posebna. Ima nas za pokvarjence in se ogiblje naših potov kakor nesnage. Blaguje konec pravičnih in se hvali, da ima Boga za očeta. Poglejmo, ali so njegove besede resnične in preudarimo, kakšen bo njegov konec. Zakaj, če je pravični sin Boga, se bo zanj zavzel in ga otel iz roke nasprotnikov. Sramotenjem in mučenjem ga poskusimo, da spoznamo njegovo krotkost in preizkusimo njegovo potrpežljivost. Na sramotno smrt ga obsodimo, saj ga bo po njegovih besedah Bog rešil. Tako mislijo, pa se motijo, ker jih je zaslepila njih hudobija in ne poznajo Božjih skrivnostih, tudi ne pričakujejo plačila za pobožnost in ne priznavajo nagrade za čiste duše. Božja beseda. Bogu hvala. Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca. Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca. Gospodov obraz je proti njim, ki delajo hudo, da spriše zemlje njihov spomin. Ko pravični vpijejo, jih Gospod uslišuje in jih rešuje iz vseh njegovih stisk. Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca. Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca in duhu skrušenim pomaga. Mnogo nadlog zadeva pravičnega, a iz vseh ga Gospod rešuje. Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca. Varuje vse njegove kosti, niti ena izmed njih se ne bo strla. Gospod rešuje duše svojih služabnikov, ne bo se pokoril, kdorkoli se k njemu zateče. Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca.
Iščite, kar je dobro in ne, kar je hudo. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus hodil po Galileji, po Judeji namreč ni hotel hoditi, ker so ga Judje hoteli umoriti. Bil pa je blizu judovski šotorski praznik. Ko pa so bili njegovi bratje odšli na praznik, je šel tudi sam, neočitno, ampak bolj na skrivaj. Govorili so tedaj nekateri izmed Jeruzalemčanov, ali ni ta tisti, ki ga je hočejo umoriti? In glejte, očitno govori, pa mu nič ne rečejo. Ali so morda res voditelji spoznali, da je on Kristus? Toda o tem vemo, odkot je. O Kristusu pa nišče ne bo vedel, odkot je, kadar pride. Zaklical je torej Jezus, ko je učil v templju: mene poznate in tudi veste, odkot sem. In vendar nisem prišel sam od sebe, ampak biva v resnici tisti, ki me je poslal, in tega vi ne poznate. Jaz ga poznam, ker sem od njega in on me je poslal. Hoteli so ga torej prijeti, a nihče ni stegnil rok po njem, ker še ni bila prišla njegova ura. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Nekaj besed ob današnjih evangeljskih besedilih in prvem berilu. Prvo berilo je bilo iz knjige Modrosti. Kot da se zdi, da pisatelj tega odstavka, odlomka nam poveduje, kar se bo zgodilo z Jezusom Kristusom. In potem tudi ta evangelij po Janezu se predvsej navezuje na knjigo Modrosti. Pa morda dve misli za današnji dan, današnji večer. Torej, v prvem berilu imamo na eni strani ljudi, ki hočejo slabo enemu dobremu, pravičnemu in snujejo, kako bi ga spravili s poti. Pravijo celo tako, da tisti, kateri je pravičen, da jim je v nadlogo, ker seveda se drugače obnaša kot oni. In tri stvari snujejo zoper njega. Pravijo tako: zakaj, če je pravični sin Boga, se bo zanj zavzel in ga otel iz roke nasprotnikov. S sramotenjem in mučenjem ga poskusimo, da spoznamo njegovo krotkost. No, to je prvi ta del. Torej, hočejo preizkusiti, če je res tako krotak, kot govori. In preizkusimo njegovo potrpežljivost. Tudi ta pravični je potrpežljiv in hočejo vse slabim ga preizkušati. In potem še tretja stvar, na sramotno smrt ga obsodimo, saj ga bo po njegovih besedah Bog rešil. Se spomnimo samo besed, ko je Jezus bil na križu, dva razbojnika, v bistvu ta drugi na levi, ga je sramotil in mu govoril: če si Božji sin, reši sebe in najo. In tudi vojaki, ljudje ob njem so govorili Jezusu, naj stopi dol s križa in bodo verovali, če ga bo Bog rešil. V evangeliju pa imamo Jezusa, ki je v Galileji in potem se odpravlja v Jeruzalem, ko je šotorski praznik. Tam je tudi polno ljudi, Jezus govori in ljudje odkrito pravijo o njem: ali ni ta tisti, ki ga hočejo veliki duhovniki umoriti? In glejte, očitno govori, pa mu nič ne rečejo. Ali so morda res voditelji spoznali, da je on Kristus? Toda o tem vemo, odkot je. Torej, ti ljudje ne verjamejo Jezusu, da je Božji sin. Sodijo drugega človeka na videz, tako kot večkrat v naših življenjih se tudi nam dogaja, da bližnjega hitro obsodimo, ampak nikoli do konca ne moramo poznati v srce vsakega, zakaj storimo eno dejanje, zakaj drugo dejanje. Na zunaj se nekaj kaže, ampak v globini je pa čisto drugače. Zato se varimo take obsodbe proti drugim. Dobro je, da pogledamo drugega, da se postavimo v njegovo kožo, zakaj včasih stori eno dejanje,
ki ga mi ne razumemo ali pa ne moremo dojeti. Predvsem takrat, ko drugega spoznamo, kakšen je njegovo zgodbo, lahko zaživimo ob njem in ga tudi ljubimo z vsemi pomanjkljivostmi in dobrimi stvarmi. In še zadnja misel o Jezusu, Kristusu. Jezus na koncu jim tako reče. Zaklical je torej Jezus, ko je učil v templju: mene poznate in tudi veste, od kod sem, in vendar nisem prišel sam od sebe, ampak biva v resnici tisti, ki me je poslal, in tega vi ne poznate. Torej Jezus je večkrat razodel kot danes v Evangeliju, večkrat na svoji poti do križa je razodel, da je Božji sin, ampak samo zaradi tega, ker je ljudi imel rad, da bi mu verovali, da bi spoznali to ljubezen. In tudi v današnjem času mislim, da nam je samo vera lahko eno tolažbo, kajti vemo, da Jezus, tista trdna skala, se na koncu Matejeva Evangelija rekel: in glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Torej Jezus je z nami vsak trenutek, tudi v današnjem času. Nas tolaži, samo prisluhnimo mu v globini našega srca in se bomo z njim srečali. Amen. Bratje in sestre, Kristus nam je svojo smrtjo posredoval Božje življenje, iz srca se mu zahvalimo. Hvala ti, Kristus. Bil si pokoren očetovi volji do smrti, smrti na križu. Hvala ti, Kristus. Ti nisi bil nemočna žrtev človeške hudobije, ampak si jo preustvaril v sredstvo odrešenja. Hvala ti, Kristus. Ti si prav blizu vsem, ki so potrtega srca in so v stiski. Hvala ti, Kristus. V tebi, Kristus, nam sije nepremagljivo upanje tudi v uri zadnje zapuščenosti in ločitve z tega sveta. Hvala ti, Kristus. Zahvaljujemo se ti, Kristus, in te prosimo, da bi znali hoditi po tvoji poti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prijeli ta kruh, tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prijeli to vino, tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Molimo, bratje in sestre, naj Bog vsemogočni Oče sprejme našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz svojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Vsemogočni Bog, ta daritev naj nas svojo močjo očisti in nas prenovljenje vodi k viru vse milosti, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kviško srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Ti hočeš, da te slavimo tudi s postom in pokoro, s tem krotiš našo sebičnost in odpiraš srce za stisko bližnjega, da bi posnemali tvojo dobrotljivost. Zato te z vsemi angeli poveličujemo, hvalimo in z njimi skupaj kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ, vseh čas izbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo, naj postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Reši nas, odrešenik sveta, ki si nas svojim križem in vstajenjem odrešil. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glednje jagnje, ki ti je bilo darovano s pravo. Napolni nas Svetim Duhom, da bomo eno telo in en duh Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s priblaženo devico Božjo Materjo Marijo, svetimi apostoli in slavnimi učenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Stanislava, ves škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo, kakor nas je naučil naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi v popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s Tvojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Vas povabim k prijemu duhovnega obhajila. Lahko si srce obudimo. Gospoda ne moremo prijeti fizično, lahko pa ga prejmemo duhovno, da ga povabimo sedaj v svoje srce, da nas napolni svojim mirom, tolažbo, upanje in pogumom. V Kristusu imamo odrešenje po njegovi krvi, odpuščanje grehov po bogatstvu njegove milosti. Molimo, Gospod Bog, Tvoja nebeška hrana nam daje moč, da iz starega prehajamo v novo. Naj opustimo staro grešnost in se s posvečenjem prenovimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Pa vas povabim sedaj, čez nekaj minut, bomo malo prekinili povezavo in se bomo naprej povezali za križev pot. Tako da, kdor ima čas, je povabljen. Pa še eno oznanilo za nedeljo, bomo imeli tudi križev pot za družine, ampak seveda preko video kot sedaj, torej ob 5. popoldan nedeljo, pa še bomo tudi oznanili. Naj bo Gospod z vami. In s Tvojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.